Ponovno je sobota, dobrodošli na našem srečanju. In preden začnem, seveda najprej vsem lep topel pozdrav, čeravno je situacija zelo zgoščena, napeta. Ta COVID se je zažrl v vsako poro našega življenja, kar ni prav nič smešno. Žal se moramo spopasti s tem dejstvom in z vso to realnostjo na pameten, moder način, kolikor se pač znamo v teh časih. In včeraj sem prebral, kaj ti ljudje, ki počnejo to stvar, projekt, jaz kar rečem projekt COVID, ker virusa pravzaprav kot takega, tega COVID ne vidim, razen vrtečega na televiziji, kaj s tem dobijo? Prvič, prečistijo državljane, da se odstranijo neposlušni državljani. Ko neposlušne državljane odstraniš, dobiš upogljive ljudi in hkrati zelo ubogljive. Nadalje dobiš neomajno moč vladanja in z neomajno močjo vladanja dobiš popoln nadzor nad ljudmi. S popolnim nadzorom nad ljudmi dobiš pa prerazporeditev bogastva samo k eni skupini ljudi, ki vlada dalje. Kako to počnejo, mene je pretresel danes dogodek oziroma informacija, ki sem jo prebral na strani Vlade Republike Slovenije, in sicer to je ta strašen Kacinova izjava, jo bom kar prebral. Sledili bodo odmerki za otroke stare 3 do 5 let, na to pa za najmlajšo kategorijo od 6 mesecev do 2 let. Iz preventivnih razlogov imamo naročila za cepiva tudi za leto 2023, če bomo nalogo dobro opravili pred jesenjo, nam bo veliko lažje. Bolj genocidnega, bolj nesramnega govora ali pa izjave ali trditve oziroma namena, kaj imajo početi ti ljudje z našimi otroci, nimam. Zato ponavljam, ne glede na to, če imate možnost ali nimate možnosti, bolje je imeti otroka ne v vrtcu, ne v šoli, ampak kakorkoli že doma. Kdor ima to možnost, naj sliši. Za vse ostale pa ne vem, kako in kaj bi še lahko rekel. Gremo k našemu dnevnemu programu. Torej, danes imamo v tej uri za vse tiste, ki niste dobili programa ali pa ga niste prebrali oziroma nas spremljate na Facebook portalu, bom povedal te 2 točki, ki jih imamo v tej uri. In sicer najprej imamo potrditev zapisnika, po potrditvi imam jaz kratko predstavitev kaznivih dejanj, ki se zgodijo direktno v tistem trenutku, ko vas nekdo vpraša za ta PCT, kjer je P zginil, zdaj je ostal baje samo še CT in kmalu bo samo C. V drugem delu, to bo ene 10 minut, ne? Ni zvoka, ne sliši se. Mene se ne sliši? Ali me slišite? Alo? Jaz slišim normalno. Jaz tudi slišim. Ok, ker Mojca ne sliši. Ok, hvala, dobro. Ne sliši se vas. Mojca, slišimo. Ok. Odnos do hrane bomo imeli v drugem delu, to bo aktualna tematika, ki jo bo naš član Rajko danes bo govoril o dejstvu, kako geoinženiring neposredno in posredno vpliva na hrano. In upam, da ste si delno pregledali film, ki ste ga dobili po elektronski pošti, sicer pa bomo ta film potem skušali tudi na Facebook strani Viljane Belis dati tudi link, da si ga boste lahko tudi drugi pogledali, ker je zelo dober. Torej, gremo k uvodnemu pozdravu, ki je sledil. Zapisnik, ali ste prijeli zapisnik in ali je kdo, ki bi imel kakšno pripombo na zapisnik iz našega prejšnjega srečanja od prejšnje sobote? Nobene pripombe, v redu, najlepša hvala, upam, da to preberete, da nas spremljate, da veste, da to arhiviramo, vse te naše dogodke, ki nam ostanejo potem tudi za naprej kot arhiv, kaj se je dogajalo.
ker vsa ta naša srečanja so zelo vpeta v aktualne dogodke v Sloveniji, delno tudi po svetu, in vse, kar se dogaja, skušamo nekako vsaj en kanček tistega zajeti, kar je aktualnega. Torej, kar zadeva ta PCT, vse te nove kategorije, kot sem že rekel, so se zažrle v vse pore našega življenja. Slišim, poslušam stvari, kjer moja domišljija pravzaprav sploh ne doseže več. Zadnji stavek, ki sem ga prebral pred nekaj minutami po elektronski pošti, kot veste, bodo se po prvem morali cepiti vsi državni uslužbenci. Veliko je takih, ki tega ne želijo storiti, ker je to prisila. Ne slišimo. Lahko nekdo Mojco pokliče po telefonu, če ima številko, pa ji pove, da ostali slišite, da mora si naštimati nekako svoj Zoom, da bo slišala, če ima kdo to možnost. V zvezi s tem zahtevo se takoj zgodijo kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine. In sicer naša članica je to krasno povzela v 5 točkah, in sicer kot prvo stvar, kot vrhnjo, zgornjo kršitev je zajela 6. in 7. točko uradnega lista Evropske unije, to je številka 2021/953. To je uradni list, na podlagi katerega bi morale države direktno po 17. točki direktno upoštevati PCT zgolj za gibanje in za prehod meje izven Evropske unije. PCT sploh ne bi smel biti med državami članicami upoštevan. Če pa bi želeli delati to, kar dela naša vlada, da lahko denar dvigneš samo s PCT-jem, da na pošto lahko greš s PCT-jem, da lahko upravljaš osnovne življenjske potrebščine, s tem bi mogla pa sprejeti nacionalno zakonodajo in o tem obvestiti seveda Evropsko unijo, parlament Evropske unije, in tega ni storila. To se pravi, jaz tega zakona nisem videl, ga ne poznam. Odloki pa vemo, kam spadajo po hierarhiji med zakoni. Najprej ustava, potem so zakoni, potem so razlage zakonov z odloki in tako naprej. Se pravi, vladajo nam odloki, kar ni dobro, ker gre za globok poseg v človekove pravice. 6. točki tega uradnega lista pravi, da ni predpogoj PCT za uveljavljanje pravice do prostega gibanja. Se pravi, kjerkoli vas ustavijo, s tem PCT potrdilom vam omejujejo gibanje. To je zelo grob poseg. Izdaja potrdil na podlagi odstavka 1, ki govori o PCT tega člena, ne sme povzročiti diskriminacije na podlagi posedovanja posamezne kategorije potrdila iz člena 5, 6 in 7 uradnega lista EU. 5, 6 in 7 člen pa govorijo ravno o P, o C in o T podrobno, kako morajo biti vsako potrdilo, ki ga izdajo, sestavljeno. Naslednja stvar, ki je kršena, je neupravičena osebna preiskava po kazenskem zakoniku KZ-1. Gre za 136. člen in sicer ga bom kar prebral, da si ga osvežimo, zato da boste vedeli, kakšno kršitev počnejo. Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima ta na sebi ali seboj, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Kdor zahteva PCT od vas dejansko preiskuje. Tak pogoj je povsem neupravičen. Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba, zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do 2 let. Poskus dejanj iz 1. in 2. odstavka tega člena je kazniv. Ljudje božji, poskus je kazniv. Pri nas pa na vsakem koraku to zahtevajo. Tako globoko smo padli, da se noben zakon več pravzaprav ne spoštuje, spoštuje se odlok. In to si morate vsako tak dogodek zapisati. Predlagam tudi, da snemate povsod, kjer ste, posnamte zvočno, opozorite, da od zdaj naprej snemate. Če imate možnost, posnamite tudi videoposnetek in opozorite, da snemate. Pregon za dejanje iz 1. odstavka tega člena se začne na predlog. Kaj je predlog? Predlog je to, da ne gre
za prekršek, ki bi bil preganjan po uradni dolžnosti, pač pa vi ste tisti, ki podate predlog ali na državno tožilstvo, ali policiji, ali pa najbližjemu okrožnemu sodišču, ki je za ta okraj pristojno. Pristojnosti sodišč se namreč ne smejo mešati, tako da če je nekdo iz Celja, ne more v Ljubljano na sodišče poslati, ampak v Celje. Potem smo pri točki 3. Zakon o varstvu osebnih podatkov, o tem bomo potem še čisto na koncu o našem interoperabilnem potrdilu govorili. Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 v 91. členu pove sledeče. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Ponavljam, mora biti podana osebna privolitev posameznika. Torej, če ste v podjetju, imate podpisano pogodbo, se podatki uporabljajo zgolj za namene v podjetju, se pravi za zaposlitev, za izvajanje plačil in za stvari, ki so potrebne v podjetju. Vsak podatek, ki zapusti podjetje je kršitev podjetja. Brez vaše vednosti, seveda. Upam, da česar takega ne podpisujete, ker nima smisla. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu. V primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Ali kdo izmed vas ve, ko vaši podatki odplavajo iz podjetja, šole, firme, kjer ste zaposleni, ali spred, ne vem, kjerkoli že ta PCT skenirajo, ko pride na NIJZ, kako in na kak način NIJZ vaše podatke uporablja? Ali je kdo od nas s tem seznanjen? Nihče. Globe so od 4170 evrov do 12510 evrov. Se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki vaše podatke na podlagi PCT posreduje izven podjetja. Ljudje, začnite s pisanjem tožb in z obligacijskim zahtevkom za povračilo stroškov, kajti nam onemogočajo normalno življenje v tej državi. Naslednji, to se pravi 4. točka, gre za prisiljenje, pogojevanje po 132. členu Kazenskega zakonika. Kdor koga silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do 1 leta. Pregon se začne ponovno na predlog. Torej, kdorkoli vam pogojuje službo, da ne morete vstopiti, itak smo že tle vse povedali, ampak tudi to je prisiljenje, se pravi, kazen se začne na predlog in kdor vas zadržuje, je lahko sankcioniran s kaznijo v zaporu do 1 leta. 5. točka, zakon o varstvu pred diskriminacijo, ker gre za diskriminacijo na vseh možnih nivojih našega življenja, je globa do 11.000 evrov. Zakon o varstvu pred diskriminacijo si pa lahko preberete v 2., 4., 11., 12. členu in tako naprej. Toliko o tej predstavitvi. Se pravi, to je PCT, prekrški v grobem, ki jih je naša članica čudovito povzela. Najverjetneje bom jaz tole vam posredoval v naslednjem mailu, če bi pa kdo želel prej ali če kdo prej rabi, pa tudi lahko piše, pa mu bomo posredovali. Ok, toliko za uvod. Sedaj pa povabim našega člana Rajkota Škariča. Danes bo govoril o dejstvu. Rajko, pozdravljen. Pozdravljen. Ja. Kako geoinženiring? Govorili bomo o hrani, kako pomembno je, kaj vse se nam dogaja mnoga leta, o vseh možnih in nemožnih scenarijih in za kako veliko stvar gre, že ko izgovorimo besedo geoinženiring, se pravi, gre za obdelavo celotne zemlje na tak in drugačen način, s čemer nas bo Rajko seznanil danes. Upam, da ste si ali pa si še boste pogledali video posnetek, ki smo vam ga po elektronski pošti posredovali. In
ta video posnetek na zelo zgoščen in strnen način pove dejstva, ki jih bomo danes obravnavali tukaj. Nastopil je namreč trenutek, ko je širši javnosti potrebno podati širšo sliko o trenutnem stanju. Torej, Rajko, beseda je tvoja in prosim, razširi nam sliko in nam povej o tej zadevi, o kateri si res strokovnjak. Hvala lepa. Pa pojmo tako lepo po vrsti, tako kot smo že skozi ta srečanja zdaj imeli možnost nekatere stvari pogledati. Se pravi, tisto prvo najbolj pomembno, še enkrat samo povzamem, odnos do sebe. Iz tega bomo tudi danes izhajali, ker iz tega odnosa do sebe, iz te gradnje stabilnosti odnosa do sebe izvira tudi naš odnos do zdravja, kar smo že povedali, odnos do hrane, odnos do sočloveka, naravnih danosti in vzorcev, ki jih vlečemo s sabo. Tako so se tudi odločili, da bo nekako vsebino peljala, da bo lažje dojeti to celoto. V nekih listkih, če rečemo 6-peresna deteljica, vsak od teh listkov ima neko svojo funkcijo in dejansko izvirajo iz ene edine same izvirne kode, rečemo temu. Zdaj, če se pogovarjamo o hrani, ne bomo zdaj tukaj govorili o hrani, o predelavi hrane, ker s tem se ukvarjajo mnogi v Sloveniji, imamo vrhunske strokovnjake na tem področju, naša stroka. Zdaj tukaj za tiste, ki še ne veste, ali pa tisti, ki vedo, ki so nas že poslušali, kaj je naša stroka, kaj je njihova stroka. To so nekako že na začetku delila, da vemo, da njihova stroka nima dokaznega gradiva, noče komunicirati, noče premljevati, noče priti sploh v komunikacijo. Naša stroka je tista, ki še vedno dela v korist človeka, v korist narave, v korist stvarstva in se dejansko zauzema za tisto, kar je pravzaprav kvaliteta, tisto, kar mi se predstavljamo kot kvaliteto. Tako da tukaj se bomo danes po tem dogovoru, kar so rekla, bomo probali pravzaprav težišče imeti na odnosu do hrane. Se pravi, moj odnos do hrane, naš odnos do hrane, kaj se v tem odnosu do hrane sploh dogaja in kaj mogoče ne vemo, da ne moramo neke zgodbe zložiti in vidim, da je zdaj zelo problematično skupine ljudi zorganizirati, zmotivirati, tudi po Facebooku in po ostalih omrežjih se dogaja ogromno motivacije, ljudje ne želijo ali pa delno želijo ali pa pridejo pa odidejo. Skratka, tukaj dejansko jaz mislim, da neke rdeče niti ne razumemo čist in da je ta širina pomembna, da vemo, da je pravzaprav zdaj COVID samo eden od izgovorov, ena od bi rekel, iger, ki jo pelejo, ampak mi smo v tej igri strani njih že omreženi na praktično vseh področjih, ki jih lahko sploh zamislimo. Od tega, da se bomo danes dotaknili hrane, do tekstila, ki ga nosimo, do posod, v katerih pripravljamo hrano, skratka, ni strupa, ki ga ne bi dejansko bilo vključenega kjerkoli, ko gledamo na ta cilj agende. Toliko mogoče za uvod. Kar se odnosa hrane tiče, najprej človek pomisli, da je odnos do hrane tisto, kar ima v hladilniku in tisto, kar lahko kupi. To je najbližji odnos nekako, ker je to neposreden stik s hrano, pa vendar nas vsak dan v zadnjem času informirajo, da je hrana v teh marketih in v trgovinah določen tip hrane zastrupljen z nekimi strupi, s kemičnimi, ne vem kako bi to imenoval, s kemičnimi dodatki, a ne aditivi, ki niso prav dobri za naše zdravje. Glede na to, da je vsa hrana danes in tako ali tako gensko predelana, kakšen je tvoj pogled na to in kako se lahko temu izognemo, če se sploh lahko? Jaz bi začel odgovor na ta način dejansko, komu sploh govorimo, kaj je ta odnos do hrane. Tukaj so že na začetku zdaj omenila. Ta odnos do hrane nimamo vsi isti. Odnos do hrane je pravzaprav zelo zanimiv, ker smo se v mnogih seminarjih, delavnicah smo se pogovarjali, kakšen odnos do hrane gradimo. Ta odnos do hrane dejansko izvira iz ene zelo pomembne zadeve, da obstajajo ljudje, ki želijo nekako vedeti, kako in na kakšen način pride hrana sploh na krožnik, rečemo od vil do krožnika. Kaj se pravzaprav vsem tem dogaja in dejansko, če človek ceni sebe in se ukvarja sam s sabo in ve, koliko je težko tisto druženje sam s sabo v tem kaosu, zdaj, ker je to dejansko ena najbolj pomembnih zadev v celotnem našem življenju, koliko mi srečamo sebe in se vzdržujemo in ta kontakt držimo, ampak dejansko vsak strup, vsaka zadeva, ki se dejansko na tak in drugačen način urine v naše telo, je dejansko posledično takoj tudi v tem, da nas odvoji od sebe, kar pomeni, da imamo tudi
oziroma skoraj nikakav odnos potem do hrane. Tukaj mogoče povedal bi tako, ne, da tisti ljudje, ki se cenijo, tisti ljudje, ki spoštujejo sebe, svoje telo in svoje zmožnosti, tistim ljudem ni vseeno, kaj bojo dali v svoje telo, kaj bojo vnesli, kaj bojo konzumirali, kakšno pijačo, kakšno hrano. Skratka, oni skrbijo, da bodo s čim manjšo količino dobili veliko, se pravi maksimizirati energijo in minimizirati svojo obremenitev telesa, kakor je ta zadeva skozi telo. Se pravi, nekako optimizirati to hrano, kakovostno hrano, ne bom zdaj etiketiral vegane, vegetarijance in ostale, ker ni namen temu. Z odnosom do hrane potem jaz gradim tudi nek profil, neko komunikacijo s hrano, ker potem meni ta hrana predstavlja zelo pomembno zadevo, ampak je dodatek k prisotnosti. Zato ti prisotni ljudje malo pojedo, kakovostno pojedo, malo pojedo in seveda dobijo tudi maksimizirano energijo, ker so manj v stresu kot recimo tisti, ki so trenutno zelo odsotni v strahih, v jezi, žalosti, skrbi in pohlepu in jih miksa vse tole, da so dejansko brez energije, manj se posvečajo potem hrani, ali se pa sploh ne posvečajo. Taki ljudje sprašujejo, če so sploh jedli kosilo, ker so ga pred pol ure pojedli, pa ne vidim vrdo, da so ga pojedli. O teh govorimo zdaj in dejansko je v družbi potem zelo težko zgraditi nek odnos do hrane, če so tako strahovito različni odnosi do zelo pomembne, bi rekel, surovine, pa rečemo temu, hrane kot take. Veš kaj, glede na trenutno stanje, ki ga pač imamo, je nastal nek družbeni kaos, neke nelogične izpostave v smislu izključevanja, v smislu diskreditacije s temi pogoji, ki jim rečemo pač PCT, s to vstopnico, da boš na koncu lahko samo še s tem kupoval v trgovini, to počasi stopnjujejo. Jaz sem pred 4 meseci to gledal v tujini in nisem mogel verjeti, človek ni mogel si kupiti hrane, ker pač ni imel opravljenega testa. Še pred tem sem gledal pa 8 mesecev nazaj, ko človek ni dobil hrane postrežene, ker ni prišel z masko noter, da si ravno ne more jesti z masko. Se pravi, te nelogičnosti. In zanima me glede na ta holistični pristop, ki ga zdaj ima agenda, jaz temu rečem kar agenda, ki se dogaja ob različnih časih, na različnih področjih zemlje in mislimo, da je to daleč, da se nas ne dotika, pa vendar je še to kako blizu. Kaj o tem izključevanju in diskreditaciji, pri tem dostopu do hrane in hkrati potem s to nervozo, ko človek dobi hrano ali pa nervozen zaužije, kakšne so lahko posledice pri vseh ljudeh na svetu, Jaz bi dejansko na prvo mesto postavil informacijo, predno sploh prijemo do hrane. Se pravi, informacija o tem, kakšno hrano sploh imamo. Informacija o tem, da ljudje sploh vedo, kakšno izbiro imamo trenutno na trgu in da ugotovijo, da imamo nekaj, kar od hrane ne zasluži, do dejansko nekega vrhunskega, še vedno vrhunske surovine za neko čudovito pripravljeno jed, če temu rečemo tako. Zdaj, zakaj gre? Gre za to, da pravzaprav ta povezava med to informacijo, kaj se dejansko počne in tistim, kar ljudje mislijo, da se počne, je tako velika, da težko govorimo potem o tem odnosu, kaj je zdaj s PCT in tako naprej, ker mi prvo moramo sploh do te hrane priti. Kaj je to sploh, po kar grem? A je ta hrana polna pesticidov, vsega tistega, kar ne bi smeli, je to doječevalcev okusa, barvil, ne vem kaj, konzervacijo in tako naprej. Ali je ta hrana še hrana taka, da ne škodi mojemu telesu, ker dejansko mi ne vemo, kaj se s to hrano počne. Počne se vse živo v ozadju, tudi gensko spremenjeni organizmi, za katere je bilo rečeno, da jih ne bo v Evropi zdaj sproščajo. Skratka, ta geoinženiring, kar bomo potem mogoče še par besed povedali. Mi ne vemo, da je že v zasnovi zrak, voda, zemlja dejansko prehaja, seveda na nekaterih koncih malo bolj, na nekaterih malo manj onesnaženo, ampak mi dejansko izhodišče, matično izhodišče zgubljamo in se na to prilagajamo. Mi se prilagajamo, da je tukaj strupov, mi se prilagajamo, da so določene stvari v prehodnem obdobju, ki jih Evropa noče ukiniti. Mi se strinjamo s tem, v glavnem niti ne vemo, da to obstaja in dejansko smo prišli v igro, ker se poleg teh, da ne rečemo, peciv, zdaj, ki se razširjajo, o tem zdaj ne bi diskutiral, ampak to je stranski produkt istega cilja. Tukaj znotraj hrane, ko se dotikamo hrane, naravnih danosti in vzorcev, se bo pojavila ta skrita
skrita informacija najprej, potem pa izvedba, ki nas zastruplja, ki dejansko gre v depopulacijo, ki gre v tisto, kar je totalno nasprotje tistega, kar naša stroka želi in tisto, kar si mi dejansko potrebujemo. Jaz potrebujem čisto hrano, potrebujem čisto vodo, potrebujem odnos do zdravja in mi to ne more noben vzeti. Ni res, lahko mi vzame in mi zdaj jemlje. In tega se moramo zavedati, da smo mi dejansko v enem danem trenutku, ker na tem področju smo tako daleč prišli, da streskamo dejansko s ksihtom v zid. Zelo debel zid. Ne? Ker to, da bojo nehali špricati, to, da se bo nehali s harpom, to, da se bo nehali, to je celota, ki se mora zgoditi. In zaradi tega se mi združujemo zdaj z vseh področji, da ko gremo že nekam in izrazimo neko svoje mnenje, da ga izrazimo celostno, ne samo s cepivi in s temi zadevami, ki so trenutno zdaj kot kritična točka, ker so v ozadju veliko večje stvari. Ne bom rekel veliko večje, ampak se nekako v skupnem puzzlu sestavljajo določeni elementi, ki tvorijo nekaj, kar naš razum sploh ne more dojeti. Rajko, ti ljudje svoje primitivne, nizkotne agende predstavljajo celo javno. Ja. Nič jih ni sram. Javno v vseh možnih oblikah, vsem na očeh, povejo na glas, zapišajo na glas. Zakaj ljudje preprosto tega preberejo, vidijo, slišijo, ne verjamejo? Zakaj ni reakcije? Ker svojega dokaznega gradiva, ko ga zahtevaš, to je primer te šole, zdaj, ki je učitelj zahteval, gremo v to drugo smer, dokaz za cepivo in tako naprej, ne dajo. Isto je pri hrani. Ne dajo dokaza z druge strani. Zakaj? Ali je tako nizkotno, ali je tako umazano, ali so razlogi kje drugje? To, kar smo že v prejšnjih razgovorih rekli, njim ni nujno dati ničesar. Oni se ne obvezujejo z ničemer in tudi zaradi tega ni možnega pogovora, dialoga, nič. Oni ne rabijo nobenega dokaznega gradiva, ker konec koncev, kje je država naša? Gledamo uradni list Slovenija DOO, to je njihovo. In smo dejansko zdaj v tej korporaciji, smo mi dejansko na tem razcepišču, da poleg hrane in vseh ostalih neumnosti, ki so nam jih nastavili, mi dejansko zdaj še to pecivo, ne, ki nas razceplja. Ko ga dobimo, se ne zavedamo, da mi tisti trenutek ne samo, da nismo v državi, ampak smo njihova last, ker patentirana surovina, ki je notar te lasti in tudi lastite od tistega proizvajalca, ki te cepo oziroma razcepo. Ne? In mi tega ne dojamemo, ne? Ker tega pa ne dojamemo zaradi tega, ker verjamemo, slepo verjamemo tej njihovi stroki, ki je tako nastavljena in nas je tako čudovito zbalinala, ne? Da imamo občutek, da je zveličavna in edina zmožna svojih rešitev in tako je tudi na hrani. Oni nam prodajajo in oni nam nastavljajo pogoje, s katerimi se mi očitno strinjamo. Koliko bo konzervansov, koliko bo barvil, koliko bo tega, to oni odločajo in se moramo mi pač strinjati s tem, da je to dovoljeno. Ne? In tukaj se srečujemo zdaj z neko neumnostjo, ko govorimo o odnosu do, da je ta odnos odvisen od nas. Nočem tega. To nima kaj delati na policiji. Se pravi, če oni to dajo pod rdeči semafor, potem to umaknem, ker nima kaj delati na policiji. Zakaj je to na policiji? Ampak s tem namenom, ki ga imajo v agendi, nam je popolnoma jasno, zakaj je to na policiji. Ker je cilj predvsem depopulacije in uničevanja medsebojnih odnosov. Jaz sem opazil tudi recimo v raznih videoposnetkih in mi je bilo zelo čudno, da kmetje, najprej se je začelo to po Ameriki dogajati, potem drugod po svetu, da so kmetje bili prisiljeni svoje pridelke uničiti, sicer ne dobijo državnih subvencij. In kako je to možno? Zakaj je temu tako? To mnogi ljudje sprašujejo, ne? In tudi, ko imamo določena predavanja delavnice, mnogi sprašujejo, kako je to možno. Pa se vprašaš nazaj, kako je možno, da še kar špricajo. Zato, ker neka velika večina še vedno sploh ne posveča pozornosti temu. In oni računajo na to, da bodo to posamezniki, ki se bodo pojavljali, malo zalajali. In predvsem to, kar so rekli, da bo ta film, jaz bi res prosil tiste, ki vas malo bolj poglobljeno zanima. Predvsem ta video smo dali gor iz leta 2014. Dane Wigington dejansko govori o tem geoinženiringu, ker imamo časa to v tem času razglabljati o tem. Si lahko v tem videu pogledate ogromno dokaznega gradiva leta 2014. Kaj je on za tisto leto izjavljal, kaj je izjavljal za naslednje leto, strokovnjak, ki se izključno samo s tem področjem ukvarja, kaj nam vse zamolčijo, na kakšen način funkcionirajo, kje je ta agenda, ki se tudi s COVID-om lahko zloži v zgodbo, da človek vidi to celoto, da pravzaprav pridemo do tega, da se začnemo ukvarjati, kaj je naša pot, kaj je tisto, kar mi še lahko naredimo.
Ker kaj je tisto, kar mi lahko na področju hrane naredimo? Tisti, ki jim zelo veliko pomeni odnos do sebe in to, kaj bom v svoje telo dal, ali bom pridelal to, ali bom pa iskal neko lokacijo, ki bo še kakor toliko čista, da ne bo v nekem industrijskem področju in bom v odgovornosti do tega iskal surovino pri nekem kmetu oziroma pri nekem obdelovalcu in bom mogoče še čez leto prišel kaj pomagati, da si lahko ustvarjamo neko kolikor toliko kakovostno hrano, ker pri vseh teh geoinženjeringih in pri vseh teh zadevah težko rečemo, da obstaja nekje popolnoma varno področje, ki ni prešpricano, ker ni dejansko zastrupljeno do določene mere, ampak tukaj govorimo zdaj o tem, koliko je dejansko nek minimum tega, koliko je pa dejansko lahko tudi maksimum, kar nas ubija totalno. Ob gledanju tega filma, ki si ga posredoval za današnji dan, a ne, sem bil pozoren na sublimirana sporočila v risankah. Ja. Namreč vse otroške risanke, pač avtor tega YouTube prezentacije, tega geoinženiringa, kakorkoli že zdaj to imenuješ, je pokazal, kako v bistvu v risankah te lise na nebu, te črte, te bele, rečemo chemtrail, rečejo chemtrail, kar je absolutno nepravilno, zaradi tega, ker če potem ključem iščeš po internetu in po Google, ti vse kaj drugega vrže ven, rezultati samo, da se skrije dejanski geoinženiring, ker če bi ljudje vedeli, kakšna je resnica za tem geoinženiringom, bi danes bila reakcija verjetno precej druga od ljudi. Zato se mi zdi podobno kot za nekoga, ki reče, da je teoretik zarote, a ne, iščeš teorijo zarote, pa se skrije, vse drugo se ti prikaže, a ne. Enako je pri 5G, torej, če tipkaš 5G v Sloveniji, ne dobiš pravzaprav nič razen nekih uradnih imen, dejansko je pa to širokopasovna internetna povezava, tam pa prideš od razpisa do tega, kjer se to vidi. In kako je zdaj recimo s tem, kako bi ti povedal, zakaj je narejen ta chemtrail, recimo, ki jih imenujejo, pa po internetu se to blazno širi in delajo tudi razne študije okrog tega, in da v bistvu najdeš to namesto geoinženiringa, s kakšnim namenom je to narejeno. Jaz mislim, da je prav zaradi tega smiselno si ogledati ta video. Video je dolg, mislim, da uro pa 17 minut, nekaj takega. Ni naporen, ker možakar govori sebe, on se je s tem področjem ukvarjal in je tudi videl na različnih področjih, kako te stvari tečejo. In tisto, kar se meni zdi tukaj zelo pomembno, je to, kar on tudi govori leta 2014, opozarja na to, da je ta zadeva še neraziskana, ampak da jo že počasi priznavajo. Ne? In to se pravi, 2014 leta so oni priznali, da zaprašujejo in tudi povedali, s čem težke kovine, ki so notranje in vse stalo, kar sledi. Zdaj, zakaj točno bodo uporabljali, poleg tega, da bo komunikacija tekla znotraj tega roba, da je ustvarjanje vremenskih in drugačnih neprilek in ustvarjanje krmiljenje z vremenom in tako naprej. To so eni taki delčki, ki so že poznani, ampak sam pravi, da je verjetno velika količina nekih zadev še, ki so neraziskane še z naše strani. Ne? Okay. Lej, bolezen in depopulacija je cilj te agende, a ne? Ja. In recimo, če se drživa, se pravi tega, je naša hrana dejansko raste na zemlji, ki se desetletja zasipa s strupi iz zraka, škropi proti vsem možnim škodljivcem. Nadalje se naša hrana pobira s pol na agresiven, brezčuten način, ker ni več človeške roke, kar vpliva na energijo hrane. Nadalje se obdeluje na načine, ki človeku povzroča bolezen, se konzervira, embalira in shranjuje na vse mogoče načine. In na koncu to hrano kupimo, jo pripravimo z minimalno energijo, kar se redki zavedajo, kaj hrana pravzaprav človeku sploh pomeni. Kako bi komentiral to stanje, ki je? Mislim, da si zdaj povedal eno tak povzetek, ki bi ga človek rekel, kaj si ne želim. Ne želim si tega. Prav, ne samo, da si ne želim, ampak želja, kaj je želja, pa kaj je dejansko tista potreba, nujna, trenutna potreba. Lej, nočem se zastrupljati, ampak imam izbiro. Do neke mere imam več ali manj, koliko bo tega strupa malo ali koliko ga bo dejansko nekontrolirano. Ne? In tukaj se dejansko zdaj mi odloča se vsak posameznik. Ker dejansko nekaterim je popolnoma vseeno, kaj bojo kupili, kaj bojo dejansko tudi vase spravili, če smo čist na tem področju in jim je tudi čisto vseeno, če se 2 dni slabo počutijo. Ne, jaz vem, da mi recimo sladoled mi škodi, blazno imam rad sladoled, ampak po sladoledu nekako, kaj s tem, en dan sem
Ampak to vzamem v zakup, to je pač vrednost te neumnosti, ne? Zato sem mogoče na ta svet prišel, da tudi to malo probam, sem se moram zavedati, da bo to problematično. Ne? Zdaj nekateri ljudje imajo pa občutljivo že marsikaj, ne, v svojem telesu, ker svojo odsotnostjo pač povzročajo domino efekt svojega zdravstvenega stanja, o čemer smo že govorili. A hrana je tista, ki igra strahovito pomembno vlogo, sploh pri ljudeh, ki še nimajo tega zgrajenega odnosa, da je to dodatek k prisotnosti. Mi ne dobimo energijo samo od hrane, ne, ker imajo mnogi občutek, zdaj bom se bom jaz nažrl, najedel, preštel kalorije, še korakov bom naredil, koliko bom laufal, kontroliram vse možne mehanizme, gledam kazalce in gruntam, samo v normativu, ki mi jih je Microsoft dal, ali nisem. Ne. Tudi prav, ne, vse končko, tisti normativi so pa verjetno za vse isti. Ne. Ampak, da mi dejansko začutimo in da se svoje zdravstveno stanje ugotovimo, obstajajo tudi v našem slovenskem prostoru čudoviti ljudje, ki se s holistiko ukvarjajo. Jaz nisem rekel alternativo, ker ne vem, čemu bi sploh bila alternativa. Alternativa pomeni nekaj namesto nečesa. Govorimo o holističnih, celostnih pristopih in ti ljudje, ki to obvladajo, so tisti, ki bojo jutri v nekem spremenjenem sistemu, spremenjeni družbi odigrali tisto, kar zdaj sploh nismo imeli. Kar smo se zadnjič pogovarjali, zdravljenje je dejansko odpravljanje vzrokov in posledic hkrati. To vidimo povsod tam, kjer imajo holistične pristope in kjer živijo z nekim odnosom do človeka. Tam, kjer nimamo odnosa do človeka, gremo pač na to, bolite, pljuča, ti že pišem recept, ne? Pa bomo pa malo analizirali še, ampak boš malo probal zdravili, pa malo, mislim, ukvarjamo se dejansko s posledicami, ne pa dejansko. A se ti zdi, da je hrana narejena za to, da farmacija kopira v bistvu te stvari tradicionalnih izkušenj v obliki zmanipuliranih sintetičnih približkov, da je hrana zastrupljena zato, da zbolimo in da potem farmacija na ta način služi z svojimi turboizdelki? V nekem obdobju smo mi na našem zahodnem področju naredili katastrofalno spremembo in smo pač šli v te sintetične proizvode, ki smo jih tudi dejansko skozi nek vzorc sprejeli. Temu se potem rekla tudi neka farmacija, ampak to je bil tudi plan, ki je bil zaresen z te iste skupine že dolgo, tisočletja, rečemo nazaj, stoletja. In nekako ta zadeva prihaja samo v drugačno igro. Menjajo embalažo, ampak igra je vedno ista. Ne? In zdaj tisto, kar je zanimivo pri hrani, je to, da mi kot ljudje izgubljamo tisti ključni vzorc. Mi izgubljamo odnos do hrane, ker naše je, da povemo, kaj je za nas hrana. Recimo, ko se pogovarjajo v nekaterih državah, z katerimi smo imeli precej opravka, kako oni zahtevajo določen produkt, seveda pri njih je zadeva ista, podobno kot COVID. Po celem svetu zdaj so tudi te pritiski isti, te arogantni, brutalni pritiski so povsod isti, ampak mi bomo morali dejansko preskočiti tisti, ne bom rekel korak nazaj, korak mogoče gor. Mal bolj celostno pogledati zadevo, biti prisoten, videti svojo odgovornost v svojem življenju, videti vzroke, kaj me je vrglo iz tira, kaj sem naredil, da me je vrglo iz tira in da je to mogoče po 10 letih šele neka posledica, ki je taka in drugačna. Da ne govorimo o ljudeh, ki se prehranjujejo pa ne zaradi tega, da ne bi bilo denarja, ampak dejansko nimajo potrpljenja, da bi se s tem ukvarjali, ne da se jim skuhati in tako naprej. Ampak to so vse posledice, ki se prej slej nekako zaznajo. In kje potem pride do spremembe? Nekje na onkologiji, pa ne vsi, ko ti rečejo, ja, boš moral spremeniti hrano, odnos do hrane in tako naprej, je nekaterim to strašansko težko. Strašansko težko. Zakaj? Zato, ker si jim ubijaš nek 40-letni ponovljivi vzorc, v katerem so navajeni, brez tega ne morejo biti. Ne? Zdaj se vprašaš, kako si lahko brez tega, če smrt preti. Ne? In tukaj se srečujemo zdaj s tem strahom in z vsemi temi emocijami, ki jih pa oni še toliko bolj pritiskajo na vseh področjih. A bi ti lahko potrdil, da je recimo, jaz sem pred leti, ampak to je zdaj že dolgo časa, zasledil v Uradnem listu in potem se je o tem tudi govorilo, da so prepovedali nabiranje borovnic, nabiranje gob, da si plačal kazni. Kako bi se ti recimo najprej, če bi imel kmetijo, počutil, da bi ti v lastni okolici prepovedali nabirati naravni sadež, ki raste seveda v tvoji okolici na zemlji? In zdaj kot strokovnjak, ali je to del agende, da nam počasi jemljajo tudi te okoliške naravne izdelke, pridelke, hrane, spravi vso to hrano, ki raste, ki nam raste zato, da jo uživamo, a ne?
Ali je to tudi del te agende geoinženiringa? Seveda, vse je stvar geoinženiringa, vse je stvar agende, ker konec koncev niti ene stvari ni, ki bi nam ušla iz tega, od učenja do izobraževanja, vse je stvar agende. Mogoče bi tlele povedal eno drugo zadevo še ob tem, ker zdaj sprašuješ, pa bi mogoče oboje hkrati povedal. Prepovedane je gojiti določene rastline. Konoplja. Za konopljo se dokazuje toliko stvari po celem svetu in toliko je dokaznega gradiva in toliko se določeni naši strokovnjaki ukvarjajo s tem, da imajo strahovita dokazna gradiva, ampak seveda, ker so toliko kakovostna, ne sme biti, če je cilj agende poznan. To ne funkcionira za cilj agende. Tobak je zdravilo. Naravni tobak je zdravilo. Tisti, ki se s tem ukvarjamo, vemo, kaj je tobak. Spet so ga umaknili iz podobnega razloga in tako, če gledamo nekatere rastline, iz tisočletja njihove uporabe, so jih ukinili, da lahko sintetično nadomestijo, še celo pišejo gor, deluje kot tralala, ne? In tem zadevam ljudje verjamejo, ne? In takrat, ko se je to začelo dogajati, da so na nek tak način izključevali fitoterapijo, to klasično, staro, Ašičevo recimo, ne? Takrat bi mi morali dejansko določeno reakcijo, določeno izražanje bi se moralo pojaviti v konfrontaciji naših zahtev. Tako pa naših zahtev ni, mi trenutno zdaj samo prilagajamo nekatere korake in se ukvarjamo z njihovimi predlogi. Njihov ukrep si prilagajamo, njihov ukrep si prilagajamo, njihov ukrep si prilagajamo. Mi moramo narediti svojo pot in iti po njej. Tudi pri hrani. Ali se ti zdi, da je torej, to, kar si zdaj naslikal, je v globalu gledano grozovito? Namreč zaradi tega, ker uzakonijo stvari, ki so naravne danosti, pa postanejo potem sintetične zaradi vloge kapitala in vpliva kapitala. Ali se ti zdi zdaj naš imunski sistem pri odnosu do hrane, ali želijo v tej agendi sintetizirati naš imunski sistem, oziroma kaj je pravzaprav namen tega peciva, kot mu ti rečeš, v tej agendi, zakaj nas tako silijo, zakaj nihče ne ve, kaj je to, zakaj te proizvajalci pravzaprav nobene skrivnosti ne vejo, nobenega odgovora ni, zakaj so pogojna dovoljenja in zakaj zdravniki govorijo, da je to varno in ne vem kaj vse, ko pa vsi vemo, kakšne so posledice. Tukaj je spet tista izvirna koda je v tem, da so oni tisti, ki ne rabijo nobenem nič dokazati. To je prva zadeva, oni meljejo svoje cilje, kljukajo in imajo dejansko plačane te državne vrhove, da se to zadevno lahko spelje, ta aktivnost, ki je začrtana. Tukaj ni neke diskusije, tukaj ni neke volje, oni nič ne usklajujejo, oni samo pokljukajo tisto, kar je načrtovano. Ker to, kar zdaj gledamo, je bilo tudi v New Yorku, ko je bilo v tem zadnjem njihovem forumu, kako bo zadeva šla in kako bo šla, če ne bo hotela iti tako, kot so se oni zamislili. Se tudi ta mrežni plan, ki ga lahko vidimo, marketinški mrežni plan, oglaševanje in vsega, kar smo dobili pri nas, kako imajo delati in zakaj imajo delati, to je nekaj 16 strani, če se ne motim, navodili za vsakega posameznika, kaj ima za narediti, do kdaj. Skratka, nek mrežni plan, ki se ga samo kljuka. Ta je bil tudi v okroženju, ampak najprej so rekli, da to ne drži, na koncu pa niso nič več rekli, ker so ga pač nekje sneli z neke police in so ugotovili, da to drži. In zdaj se vprašamo, kaj dejansko mi lahko naredimo. To je tisto vprašanje, ki ga zdaj mnogi postavljajo. Mi moramo dejansko svojo potrebo izraziti. Mi moramo dokončno izraziti svojo potrebo, da se teh iger ne gremo več. Da ta način ni, ne samo da ni pravi, ampak je kontra vzamo tistemu, kar mi potrebujemo. Jaz si lahko želim, da bi bilo, ko bi bilo, če bi bilo, ampak potrebujem čisto hrano, potrebujem čisto vodo. To je nujno potrebujem. In kaj boš naredil, če tega nimaš? Ja, ali boš umrl s tem, ko se boš zastrupljal s tem, ali boš nekaj naredil, da bojo nekaj zastrupljati s tem. Ampak še vedno avioni letijo čez vse države, razen, ne vem, Severna Koreja, pa mislim, da je en del, smo zanj slišali, mislim, da je en del Kitajske tudi, da ne letijo, ko so pač rekli, da jih bojo se streljali. Ampak oni še kar letijo. In še kar zastrupljajo s takimi težkimi zadevami, da se nam sanja, ker o tem se manj piše kot zdaj recimo o COVID-u. Je pa to ista igra, je ista zadeva in ko gremo nekam, se dajmo dejansko boriti proti tem neumnostim, ki so na popolnoma vseh področjih. Mene zanima ena stvar in sicer, zakaj so iz knjižnic
z interneta in tudi od drugje umaknili knjige, ki govorijo o zdravi prehrani, ki govorijo o gojenju rastlin. Skratka, vso našo tradicijo so umaknili in vedno več je teh umetnih knjig z umetnimi barvili, bom kar po domač povedal. Jaz mislim, da je, če čistko gledamo, na neki način je treba vse to umakniti, da človeka ne moreš več spraviti v samo oskrbo. Pozabljajo na to, da je Slovenija, recimo mi imamo v Sloveniji napram zahodni in severni Evropi imamo to prednost, da smo še iz Jugoslavije potegnili precej takih koristnih stvari, življenjskih zadev in da ta vzorc recimo še od naših staršev vlečemo, da je zemlja še vedno prijatelj človeku, da je živinoreja še vedno prijatelj, čeprav je taka agresija in tako lomastenje čez kmete in čez ljudi, ki se trudijo na tem področju. Seveda, če enkrat dojamemo, da njim samooskrba gre hudičevo na živce, ker če si samooskrben, potem si nevaren, potem ni to tako, kot so si oni predstavljali. Nisi ubogljiv, ja, kot sem na začetku povedal. In tukaj dejansko zdaj mi moramo izraziti neke svoje zahteve, ne bi rekel več niti potrebe, ampak da je dejansko zahteva je čista voda. Mene sploh ne zanima, kdo sedi na njej, zajema, da zrihta tisto vodo, da bo pitna. Mi smo bili 3 tedne brez vode. In rečejo, voda je neuporabna, se pravi, popolnoma neuporabna, za nič. Na sluznico na kožo ne sme priti in potem imaš pipo ugasnjeno, plačuješ vodo, dobivaš tisto vodo iz plastenke, čak te malo, mislim, v 21. oziroma leto 2021 in se pogovarjamo, kot bi bili nekje na drugem koncu sveta, kjer je zadeva veliko hujša. Ampak cilj je, da do tega pride. Cilj je tudi, ko boste gledali ta film od Wigingtona, boste videli dejansko, o čem govorimo. Govorimo dejansko o sistematičnem uničevanju, sistematičnem pogorišču, to je treba dejansko dojeti, da vidimo celo sliko in da ugotovimo, da mi nismo zdaj samo zaradi PCT-ja in zaradi tega, ampak da je celo zgodbo treba spraviti, da človek vidi celoto, da dojame, v kakšnem sistemu dejansko živimo. Prejšnji teden sva govorila o tako imenovani prisotnosti, prisebnosti, o zavesti. Kaj je potrebno pravzaprav pri tem, da človek pridobi odnos najprej seveda do sebe, da to zagleda in kaj bi recimo za teh zadnjih 6-7 minut svetoval vsem, ki naj jo spremljajo oziroma tukaj vsem našim članom. Kakšno mora biti to osebno zavedanje in kaj nam je storiti in kje so rešitve iz te pasti, iz tega geoinženiringa oziroma ali sploh je možno iz tega priti ven na nek način? Mislim, da je to fenomenalno vprašanje, zaradi tega, ker ponuja en tak res fokusiran odgovor. Včasih mi sami sabo ne vemo in se včasih tudi sami vase dvomimo v določenih zadevah in normalno je. Pač človek je neko socialno bitje, ki deluje v neki skupnosti, v nekem okolju in se zdaj spet vračava na to, koliko pomeni biti v neki skupnosti, koliko je pomeni biti v nekem društvu z nekimi ljudmi, podobno mišlečimi, ne bom rekel isto mišlečimi, ampak v isti cilj gre. In tukaj imam občutek, da si med sabo, prav to, kar se zdaj dogaja, ker zdaj smo prišli v eno obdobje, ker smo stisnjeni tako kot tisto milo, trdo milo stisneš in je mokro in nekam ga bo odnesel, ne veš, kaj ga bo odnesel, sam stisneš ga, pa ga odnese nekam gor ali dol, nekam ga bo odnesel, ker ne bo zdržal ta pritisk in to viskoznost v podstotu in ga bo odnesel. In tako smo zdaj v danem trenutku, ker jaz ne bi rad, da me kar tako nekam odnese, jaz bi rad, da me točno v neko določeno smer odnese, pa kakor bo pa bo. In tukaj nam manjka dejansko videti celoto. So ljudje, ki to vidijo, so ljudje, ki to doživljajo, so ljudje, ki tudi sebe izražajo v tej smeri. Imam občutek, da z množičnostjo izražanja, z množičnosti tistega sočutja, z množičnostjo v delovanju in izvedbi, seveda v strategiji in izvedbi teh smeri, imam občutek, da se bo ta zavest začela dvigati samo od sebe, ker tukaj mora posameznik zdaj svojo igro igrati. Ne nekdo, ki se bo prišel šlepati, nekdo, ki čuti, da gre v to smer in da koraka isto zgodbo. Ne šlepati, vsak delati, vsak svoj doprinos. Ja, ker tukaj pijavk ne bo več. Ja. Prvič pijavke tukaj ne boš zaznal, vsak, ki manipulira, ga ne boš zaznal, ampak kako se dejansko dela s tisto primarno kodo, ki jo imamo
In marsikdo bo iz svojega življenja izključil nekatere stvari in jih bo moral izpustiti, ker s temi rukzaki ne bo mogel iti naprej. Tukaj se bodo mnoge stvari razčiščevale, tudi tiste, ki smo imeli občutek, da smo jih zelo dobro delali, pa tiste, ki smo jih slabo delali. Tukaj imamo možnost ene referenčne čistke narediti in reči, zdaj bom naredil obrnil nov list papirja in gremo neko novo zgodbo, ampak seveda s tistim odnosom, ki ga moja vest dejansko. Ali bi ta nova zgodba lahko bila na tej zemlji, ali se treba makniti na drug planet? Jaz mislim, da dokler smo tukaj, idemo narediti vse, da ko smo tukaj, da lahko vse naredimo, ker to je pa spet tista zgodba hudo bolnih in umrejočih, ki so mi ljudje razlagali tik pred zdajci. Žal mi je, da nisem naredil tisto pravočasno. Žal ti je, da nisi pravočasno odreagiral, da si predolg časa mečkal. In imam občutek, da nas zdaj situacija sili, da se moramo odločiti. Sam, da se mnogi ne morajo odločiti, prav zaradi tistega istega vzroka, ki so ga zanj pojala. Ker če imaš ti potrebo, ta potreba te že naravnava. Iz te potrebe raste interes, ko greš že iskat, kaj je iz tega in potem sledi akcija. Da pa mi zdaj nekoga pripeljemo v akcijo brez njegove potrebe, brez razčiščenih zadev, ne? Da nekdo potegne to zgodbo, pa bi še marsikdo recimo te granitne kocke metal v parlament, pa jih ni. Ker niso imeli ljudje to potrebo. Ne? Rajko, včeraj, ko sem gledal film, sem se zgrozil, ko je avtor pokazal dva posnetka. In sicer ti si povedal, da je film iz 2014. Ja, in je pokazal dve sliki Centralne Amerike, in sicer sliko 2013 in potem čez eno leto 2014. Omenjal je harpo, omenjal je spremembe podnebja, omenjal je kompleten geoinženiring, se pravi kompletno toplogrednost. Zdaj, ko človek tako nekako gleda, pa pokaže tam nad Centralno Ameriko te spremembe, si misli, ok, ampak pozabimo, da smo v bistvu vsi to zajeti. Kako, misliš, da ima Slovenija neko konfiguracijo, dežela je majhna, imamo vse razen puščave, imamo gore, planine, reke, krasno infrastrukturo, čudovito, vse skupaj, ali smo na nek način okrog tega vsaj delno zaščiteni v tem kotličku noter, ali nas lahko doleti enako kot ene širjave, neskončne ravnine drugod po svetu? Pri tem geoinženiringu. Mi smo dejansko odprti, tako kot je cel svet odprt. Ne? Res je, da imamo od sebe daleč neka večja mesta, kot recimo Dunaj, kjer so to cele kupole. Recimo proti Madridu sem se pelal 400 km, pred Madridom po noč imaš kupolo svetlobe 400 km, ti pa čakaš, da bo vsak trenutek mesta, pa ga še vedno ni. Ne? Skratka, te kupole na temi velikimi mesti, to onesnaževanje že tako od mesta. Druga zadeva je pa to, kar tudi mislim, da v filmu predstavi tisti reflektor. V filmu to je nekaj druge, zdaj ne bom zdaj to zmešal, ko pokažejo, koliko je morglonov in ostalih zadev v zračju. Skratka, to gre vse tudi na hrano, to gre na zemljo. To so dejstva, da se mi tukaj zdajle, mi smo v njihovi igri in smo jo sprejeli. Zdaj, kaj s to igro naredimo? A jo lahko prekinemo, a lahko podobno, kot bomo zdaj recimo na cepljenju šli, ne bo cepljena, ne bo, mislim tega, da ne rečem kaj, da se počasi te stvari začnejo ukiniti, ampak orodje, ki je potrebno, zato ga je pa treba na nek način ubesediti, ker tudi gledamo hrvaške predstavnike, kaj delajo v Evropskem parlamentu, po svojem parlamentu, so ljudje, ki povejo, ki se izrazijo na strani naše stroke, pri nas tega ni toliko zaslediti. Rekel si, da smo sprejeli. Ne vem, če se jaz s tem strinjam osebno, ker sem pač iz ene druge stroke. In sprejeti pomeni, da stvar spoznaš, da si z njo seznanjen in se potem svobodno odločiš kot priseben človek, prisoten človek in rečeš, to sprejmem. Ali smo res sprejeli geoinženiring? No, ker tega nismo sprejeli, ampak ga dejansko odobravamo, ker nič ne naredimo. Smo zdaj na tem, da moramo sprejeti točno to. Naredimo. Zdaj moramo imeti pa potrebo, interes in akcijo, da rečemo, zdaj pa dost, ker hoče imeti kakovostno hrano. S tem, da o zdravstvenem stanju in posledicah določenih stvari se zdaj ne bi niti dotikali, ker to se da prebrati, o tem je ogromno napisano. In mislim, da ta odnos do hrane postavlja neko pozicijo, ker nam bo dal možnost odločanja, kaj v enem danem trenutku narediti in zakaj. Da izstopimo iz te njihove matrike, kjer nas na en in isti način meljejo. Za zaključek tega najinega pogovora bi samo še povedal, prisoten človek ima odnos do sebe.
Prisoten človek ima odnos do zdravja. Prisoten človek se zaveda, da mora hrana biti z odnosom pridelana, obdelana, pripravljena in zaužita. Kaj to pomeni v zavedanju samega sebe in kaj to pomeni v realnem stanju, v katerem se nahajamo? Imam občutek, da je treba zdaj, če se do zdaj to še ni toliko poudarjalo, pa tudi pri mnogih se to ni poudarjalo, tisti, ki so hoteli, so že to naredili in so dejansko tudi na tej poti, rečemo tako ne. Gre za to, da človek, ko izrazi potrebo, da ga to sploh zanima, bo šel tudi skozi neko določeno pot, ki ga bo na tak ali pa drugačen način že pripeljala do tega. Skratka, nek način ne bo univerzalen, ne? Tudi način neke prehrane ne bo univerzalen, ampak vsak naj najde neko svojo pot, sploh pa recimo v svojem krogu ljudi, ker bo tudi nekako sprejel, ker med tistimi ljudmi, ki se čutimo, tisti ljudje, ki vzdržujejo, deva reči, da vzdržujejo nek odnos do prisotnosti, veš, da te odnese, pa se potem potrudiš, da bi spet malo k sebi prišel, o teh ljudeh govorim, da se dejansko med sabo začnemo malo širše pogovarjati in da nas ni sram vprašati, da ni neumnih vprašanj. Ker včasih je ljudi strah vprašati, tudi na naših krogih, recimo teh diskusijskih krogih je bilo dostikrat, a jaz smem to pa to vprašati, veste, bo verjetno butasto vprašanje. Ni butastih vprašanj. Če zate to vprašanje, potem ni butastega vprašanja, ne? Če se čutimo med sabo. Ne? In to je tisto sočutje, kar rečemo, ne se igrati pametnega, ne se igrati modrosti, dajmo jo narediti, dajmo to speljati. Ne? In dajmo se potruditi, da dejansko na tem področju, vsak na svojem področju naredi tisto, kar lahko največ da. Ne? Še eno vprašanje glede PCT-jev, ali lahko diskriminiran, prizadet človek, že tako zaradi teh medicinskih grobih posegov, nedovoljenih, ki mora to upraviti, če hoče v trgovini nekaj kupiti, ker mu je dostop onemogočen zaradi vladnih odlokov. Posebej, bom rekel, tisti ljudje, ki se tega posebej zavedajo in na drug način iščejo hrano, ali človek na tak način sploh lahko še razmišlja o zdravi prehrani, kaj bo dal vase ali kako bo prišel do hrane. Prosim za zaključen odgovor. Ker smo malo pozni pri teh zadevah, ker zdaj se stisne. Zdaj, ko se je stisnili, bojo nekateri zelo težko naredili tiste korake, ki so jih nekateri že 30 let počeli. To je tisto, kar so se menili. Če ima nekdo zgrajen odnos do sebe in se druži sam s sabo, njemu trenutno zdaj situacija neznana, ampak jo bo lažje zvozil kot nekdo, ki sebe sploh ne pozna, nima zaupanja v ljudi in se mu dejansko rušijo neki odnosi. Ne? To mora zdaj na novo sformirati, kar je težko, ni nemogoče, je težko. Ne? Samo tukaj igra velika vloga sočlovek, izražanje, se pravi, izrazi se, ni neumnih vprašanj in dajmo stati drug drugemu ob strani. Drug drugemu ob strani stati pomeni pa veliko več kot pomagati. Dragi Rajko, iskrena hvala za... Hvala tudi tebi. Hvala lepa. Čim manj ploskati, prosim, zaradi tega, ker ljudje, ki imajo slušalke, jih potem ušesa bolijo, lahko se pa tako pomahamo. Rajko, hvala. Torej, glede na to, da se je naš čas sedaj iztekel, se vam iskreno zahvaljujem za vašo pozornost, pa ne samo to, povabim vas k akciji in kadar se nekaj modrega dogaja in vemo po naši vesti, po naši morali, da je to prav podpreti, ne glede na to, kdorkoli to organizira, ne glede na to, kakšna je preteklost človeka, če želi tak človek dober projekt izpeljati, dajmo to zadevo podpreti z vsemi močmi in z vso našo energijo, kajti naš čas, kot vidimo, je zdaj tukaj zelo na tanko, smo na kratko in stiskajo vseh mogočih stvari. Torej, meni ni jasno, kako lahko vlada v roku 24 ur obvesti vsa podjetja, vse direktorje, vse domove, vse šole in se naenkrat vsa država zapre z grožnjo PCT-ja za vstopom. Se pravi, jaz osebno tega ne odobravam, ne podpiram in zato bom potem v drugem delu povedal, da smo tudi v društvu naredili tako imenovani društven PCT. Do takrat pa lep pozdrav.